En prav lep pozdrav. Ja, danes pa tudi na hitro, kaj dogaja na Ethereum omrežjih, zdaj jih je pa res več. In sicer bom govorila o stablecoinih, o novi Ethereum fork mreži in skemih in bridgih in o GnosiSafe in WhatsApp NFT. Tako da dajmo kar začeti, bom zelo hitra, ker te stvari še delam. Zdaj, jaz sem, na moji denarnici preposlala iz enega računa na drugega na temu akontu. Zdaj tukaj imamo več omrežij, a ne. Zdaj, Ethereum mainnet je proof of stake, to je to, ke poznate od prej. Ethereum Fair je zdaj čisto nov fork, čisto nov fork v bistvu, ke je naredil en genialec v bistvu in, se verjetno splača tudi tam na tej mreži dejansko biti gor. Predvsem dobite pa pač brezplačne kovance, a ne. Ja, zdaj potem imate Ethereum Wrapped, to so pa, rudarji naredili in to je proof of work. POW, a ne, se ji reče, POW. Tako da te vse zdaj jaz, v prejšnjem videu sem vam dala od proof of work v bistvu, poglejte, imate noter navodila oziroma spodaj v opisu imate podatke, da lahko vnesete v MetaMask, in potem danes vam bom dala še od Ethereum Fair, ETHF v bistvu, ETHF, vam bom dala spodaj podatke, si poglejte in lahko vnesete v MetaMask in pridete v bistvu, se skonektujete tudi do te mreže. Boste imeli vse kovance tudi skopirane, tiste, ke ste imeli prej na Ethereumu, imate zdaj v bistvu tudi tukaj. Se pravi, zdaj imamo 3 mreže in čakamo še pulščen, ki bo tudi kopija Ethereum omrežja. Tako da super, a ne, da je pač več kovancev. In sicer, v bistvu zdaj en problem je nastal v bistvu v Ethereum, work, proof of work, in sicer je problem ta, da Coinbase ne bo podpiral te mreže, kar pomeni, da USDC bo šel na nulo, in če imate USDC ali pa če imate tudi DAI, bi bilo zelo dobro, da to ni finančni nasvet zdaj, jaz, bom to naredila, zato ker bo zadeva šla na tej mreži na nulo, zdaj na tej ne, a ne, na glavni, ker podpira, Coinbase pa DAI je od Ethereuma stablecoin in ne bo problema, a ne. Zdaj, kako bo na tej mreži, tudi ne vem, ampak bom naredila isto. Zdaj, jaz verjamem, da Coinbase pa Ethereum ne bosta konkurenčnih, omrežij podpirala in da bo šel, bodo šli ti kovanci na ničlo, kar pomeni, da bojo popolnoma brez vrednosti. Zakaj? Zaradi tega, ker se z njimi ne bo moglo trgovati in nič in pač ljudje jih bojo odvrgli, pustili in seveda zdaj to je samo pri stablecoinih problem, a ne. Če imate tokene, pri tokenih ni problema, ne. Hex recimo deluje super na vseh omrežjih in gre gor in Maximus recimo in Hedron in vsi ti kovanci delujejo odlično in lahko z vsemi delate tudi na, teoretično, zdaj jaz v praksi probavam, se matram že nekaj dni v bistvu in zdaj proof of work sem uspela, zdaj bom šla pa še na tega Fair, preposlati. Zdaj, kaj delam, v bistvu, prepošiljam na druge račune v denarnici, zaradi tega, da prekinem povezavo, da mi skemerji ne vletijo. Zdaj, ke smo že pri skemih, jaz sem dobila, enih 5 nekih airdropov v denarnico, med njimi sta recimo 2 ERC20 tokena, ki jaz sem sicer kupovala te tokene, ampak ne na tej denarnici, in sem šla pogledat na Etherscan in tam piše v bistvu, da gre za skemerske kovance in teh stvari ne smete, nič ne smete z njimi delati, ker gre za zlonamerno kodo in, vam lahko v bistvu
imate lahko problem z denarnico, če imate recimo noter hex stake, je to zelo žalostna stvar potem, ker vam bo skemer to pobral, a ne. Zdaj, okej, to je to, v glavnem tole dodajte, pa če želite, delajte z vsemi mrežami, imeli boste podvojeno. Zdaj še ena zadeva, Kyberswap. V prejšnjem videu sem pokazala, da v bistvu s Kyberswapom, saj ga imam tukaj še, s tem lahko menjate v bistvu iz ene Ethereum Wrapped, pa navaden Ethereum lahko menjate, se pravi, to je bridge preko mrež. Zdaj, ta zadeva je bila napadena od hekerjev, tako da ne priporočam, da ta trenutek, počnete karkoli, a ne. Tudi Gnosis Safe je bil napaden. Če delate karkoli prek Gnosis Safea, v glavnem bodite previdni, ker so gor hekerji in so vdrli, zhekali in pač ljudem kradejo denar. Tako da jaz ne bom šla iz mreže na mrežo, odločila sem se, da bom delala na vseh mrežah, da bom imela tako jajčka v več košarah in saj ne veš, katera mreža bo delovala, pa katera bo boljša, katera bo slabša. Itak so to podarjeni kovanci, tako da, ni nobene škode v bistvu tudi, če mreža ne bo dobro delovala. Zdaj pač nekaj bugov je na tej ta novi mreži. Se pravi, to je ta nova mreža, Ethereum Fair, in izgleda popolnoma isto ko Pulsechain. Pulsechain, če tisti, ki testirate na Pulsechainu, boste videli, da je isto dejansko. In, dejansko po mojem so to naredili skupaj Pulsechainovci ali pa kakšen od njih, ali pa je morda, zdaj dejansko je ustvarjalec znan, a ne, to je prvi ustvarjalec Ethereuma. To je zdaj ta trenutek mi je šel iz glave ime, ampak ga lahko, če koga zanima, lahko tudi napišem. Je, Sun, vem, da je njegov priimek Sun. To je, kitajski podjetnik, ki je ustvaril Ethereum dejansko, oziroma Tron. On je ustvaril Tron in, ustvaril tudi tole. To je njegovo delo v bistvu, a ne, pač plus verjetno še kdo zraven, a ne. In njemu smo lahko zahvalni. Vidite, nekaj se dogaja v bistvu, tako da ljudje delajo na tej mreži. Pač pojdite pogledat. Samo bodite zelo previdni, dajte bodite varni, ne uporabljati samo MetaMaska, ampak tudi Ledger. Zdaj, jaz sem šla, v bistvu nisem mogla preposlati NFT-jev Whatsa. Tega nisem mogla. Zakaj? Zaradi tega, ker imam, Ledger Nano S. Ledger Nano S ne pošilja ne podpira direktnega pošiljanja NFT-jev, ampak Ledger Nano X pa ja. No, toliko za vnaprej, jaz tega pač nisem vedela prej, zdaj vem, tako da si bom nabavila Ledger Nano X, ko bom delala z NFT-ji kasneje, a ne. Zdaj da se preko OpenSea pa še one druge borze, tisti, ki delate z NFT-ji, ona ta druga, ke je še ena, prek teh dveh se da preposlati, z Ledgerjem, ampak nikakor ne priporočam, zaradi tega, ker so tam gor zdaj skemerji in baje samo čakajo, pa buti samo čakajo, da nekdo to naredi, in da pač jaz bom pustila zaenkrat. Itak s temi NFT-ji ne bom delala, tako da ni problema, bom pustila, in ko se bojo stvari umirile, pol čez čas, pa ke skemerjem to ne bo več toliko zanimivo, pač čez par let, mogoče 2-3 leta, bom pa premaknila ta NFT, a ne. Zdaj pa ne, a ne, šla sem pogledat v bistvu, je gor na OpenSea, ga vidim ga tudi v Ledgerju, ampak pač, je ostal na tistem računu, na katerem sem ga dobila dol, ko sem ga mintala, a ne. Zdaj tukaj je recimo, tole ni Uniswap, je pa kopija Uniswapa, in sicer gre za Ethereum Fair,
mrežo in tukaj lahko menjate kovance. Jaz bom tukaj daj pa USDC zamenjala za hex pa za hedron, pa verjetno bom kaj naredila še z Maximusom, Maxijem. Ali pa bom še kaj, ne vem, pač tako nekako približno sem se odločila, to bom delala konec tedna. Ne vem pa še, kako odstejkati na teh mrežah hex. Če kdo to od vas ve, naj mi spodaj napiše. Če ne, bom pa sem zdaj postavila vprašanje pač nekaterim, ki jim to morda je bolj jasno, pa če dobim odgovore, pa bom konec tedna bom to delala, pa bom še enkrat vam posnela. Tako da to so opozorila, to so moje izkušnje, kaj dogaja. Stvari dosti dobro dejansko delujejo. To v bistvu daj tukajle na Etherscanu, čisto na navadnem Etherscanu, ki ga poznate, tukaj si pač vnesete noter v MetaMask, vnesete noter in tukaj dobite pogodbo in število decimalk in to vpišete noter in tudi na teh drugih mrežah, a ne, teh drugih mrežah, se pravi na Fer, recimo greste pač import token, če pogledamo tegale, recimo daj token, to je daj, 18 decimalk ima, to je zelo hitro, tako da takole kontrakt, daj je simbol, 18, to mora biti točno, a ne, in import token in ga imate v MetaMasku, je noter, a ne, in ga boste videli, a ne. In boste lahko pač z njim delali. Zdaj, jaz bom tudi na tej mreži preposlala najprej na drug račun, pa bom pol delala, zato da razbijam povezavo med original Ethereum omrežjem in pa to kopijo, temi kopijami, a ne. To na tej mreži sem to že naredila, tukaj sem že naredila, tukaj sem tudi že vnesla noter tudi kovančke, na oni mreži pa moram to še narediti. To je to, hvala za posluh. Lajkajte, všečkajte, pošljite še komu, pa vso srečo.